A bomo pri vhodu namesto štempljanja ure dali nekoga, ki bo razpoznaval človeka, ali je zadet ali ne. Profesorica doktorica Metoda Dodič-Fikfak, specialistka medicine dela, prometa in športa ter predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana. Mi pravijo, ja, lepo vas prosim, če se spušča živo srebro iz Idrije v okolje, zakaj se ne bi še 50 kg iz dimnika? Saj to se ne bo poznalo. In to logiko imamo. Če je alkohol, zakaj ne bi še THC pustili? Kaj potlej? O hudem tveganju, ki bi ga legalizacija psihoaktivnih snovi prinesla na delovna mesta in cesto. A smo čisto na mestu, da imamo tam 10 mrtvih ali pa težko ranjenih in šele takrat, če kaže znake, bo človeka lahko testiral. Psihiatrinja asistentka doktorica Mirjana Delić z Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Konoplja je skozi nekako v tem nekem zabavno-humorističnem kontekstu prikazana. O vedno mlajših uporabnikih. Jaz sva bila povabljena na eno od ljubljanskih šol, zato ker so opazili večje število 12-letnikov, ki so kadili marihuano oziroma jemali kukije, ki so jih dobili v domačem okolju. In nevarnemu romantiziranju konoplje kot čudežne rastline. Predvsem se ljudje zaradi tega ne bojijo. Ter internistka Tanja Varl-Turk z Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Izkušnje kažejo, da je vse splošne uporabe po legalizaciji več. Kjer paciente skoraj vsakodnevno zdravijo zaradi zastrupitev s konopljo. Gor je travca narisana, namen super zadevanje, vzamejo po cele 3 bombone in potem zadeti ležijo pri nas več dni, vsi organi štrajkajo. Pri enih so posledice tudi trajne. Zadnje čase je še zelo veliko nekih primesi sintetičnih, polsintetičnih kanabinoidov, to so v bistvu žive kemikalije, katastrofa. Žal, vse pogosteje tudi otroke in starostnike. Te otroci velikokrat se zastrupijo s kakšnimi kuki, utrpijo tudi lahko prvi napad. Podcast zdravniške zgodbe, tokrat o nevarnosti, ki jih prinašajo predvidene zakonske spremembe o konoplji za omejeno osebno rabo. Magla svuda, magla oko nas. Kot država smo popolnoma zatajili. Lepo pozdravljeni kolegici ob današnji okrogli mizi. Najprej lepo pozdravimo naše gledalce, ki nas danes poslušajo v tem podcastu na temo konoplje. V studiu danes prav lepo pozdravljam najprej profesor dr. Metodo Dodič-Fikfak, specialistko medicine dela, prometa in športa, tudi predstojnico Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, in pa dr. Mirjano Delić, specialistko psihiatrije, zaposleno na Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog na Psihiatrični kliniki Ljubljana. Predstavim tudi svojo malenkost, torej Tanja Varl-Turk, zdravnica internistka, zaposlena na interni kliniki na Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana. Najprej, če začnemo pravzaprav s čisto enim splošnim vpogledom v rastlino konopljo. Vemo, da je bila ta rastlina uporabljena že več tisoč let nazaj. Pravzaprav že v antični Grčiji so jo Grki uporabljali kot zdravilo za marsikatero zdravstveno težavo, tegobo. Potem se je pravzaprav razplamtela v neki pomorski industriji zaradi svojih dobrih nateznih materialov, pa potem v gradbeništvu, gradnji hiš, tekstilni industriji, prav prve džinske so bile tudi narejene pravzaprav iz konoplje, pa potem šolski učbeniki. Skratka, zelo široko je bila zastopljena, je spremljala človeštvo že od pradavnega veka, če tako pogledamo. Danes se je pa pravzaprav znajdla že v vsakem aspektu človekovega življenja. Ne le, da je vstopila potem tudi v medicino, tudi na pravzaprav področje prehranske industrije, živila, prehranska dopolnila. Ljudje so ji začeli pravzaprav zelo zaupati. Če ne uporabljaš konoplje, si danes po nekih merilih že malo hecen, čuden. Tako da bi vaju kot prvo vprašanje morda vprašala, kako vidve vidite konopljo v svojem morda zasebnem življenju in pa tudi na svoji profesionalni, strokovni poti. Ste vi? Kar izvolite.
Zdaj, jaz prihajam iz področja psihiatrije in adiktologije, tako da nekako predvsem je vidim na teh področjih. In skratka, nekako že vrsto let opažamo to normalizacijo in pravzaprav popularizacijo konoplje, kar tudi nekako vidimo posledice tega na področju psihiatrije, še posebej, kar se tiče zdravja mladih in na področju adiktologije. Skratka, ljudje se dejansko konoplje sploh ne bojijo, ima pa status ene čudežne rastline, ki praktično pomaga pri vsem, kar obstaja. Kakršnakoli težava da je, od kože do psihičnih težav, do onkoloških težav, pri vseh teh stvareh lahko vzamemo konopljo. Tako da ta del me nekako precej skrbi, ker to absolutno ni res. Meni se je zdelo pametno, da kolegica najprej začne z tem uvodnim delom, kaj si ona predstavlja, ker jaz pač sodim v področje preventive. Osebno seveda zadevi nisem naklonjena, sem pa nekako celo življenje spremljala ali imela kontakte s kolegi, ki so zelo zagovarjali pravzaprav uporabo konoplje. Sicer pa na inštitutu vodimo že leta dolgo raziskavo ESPAD, ki je jo vključila pri nas dr. Strgarjeva pred mnogimi leti, in gre za vseevropsko raziskavo o uporabi drog med šolano mladino. Zakaj smo mi to vzeli? Zaradi tega, ker ti všolani otroci postanejo čez par let odrasli in zelo hitro vidiš, kaj pravzaprav bo prišlo na tržišče, kakšni pogledi bojo. In ravno zadnja raziskava nam je zelo zanimive rezultate to zadevno pokazala. Sicer pa, seveda je moje področje bolj področje dela in prometa in seveda uporaba drog, ali pa če vzamemo samo THC-ja, v proizvodnem procesu, v tveganih poklicih je nekaj, kar nas mora več kot skrbeti. Zdaj vidimo, da je bila tema konoplje tako pereča, da je pravzaprav šla zelo, zelo visoko tudi v politiko, pravzaprav je prodrlo do te meje, da smo imeli pred lanskim poletjem posvetovalni referendum, kaj pravzaprav tudi prebivalstvo meni o vstopu konoplje v splošno medicinsko uporabo, v proučevanje v sklopu nekih znanstvenih namenov, pa konec koncev potem tudi o predlogu zakona o uporabi konoplje za omejeno osebno rabo. Mislim, da je ta posvetovalni referendum z našega strokovnega stališča zelo sledil temu občutku lažne varnosti konoplje. Tudi na Centru za toksikologijo srečujemo pravzaprav vse več teh zastrupitev s konopljo, tako namernih kot tudi nenamernih. Vidimo, da je vse več tudi teh nenamernih zastrupitev strani pravzaprav ranljivih skupin. To so otroci, mladostniki, pa potem starejši bolniki, kronični bolniki s številnimi pridruženimi boleznimi. Skrbi nas pa pravzaprav tudi razrast uporabe raznolikih oblik konoplje. Ne govorimo pravzaprav več o nekih oljnih kapsulah, so potem to olja, pa so smole, pa so različne formulacije po kapljicah, kajenje, vejpanje, pa kot sem že omenila, prehranska dopolnila, želejčki, tako imenovani edibles, ki so za otroke zelo pravzaprav mamljivi, In pravzaprav prihajamo v eno ero, kjer je zastrupitev, nenamerna ali namerna, pravzaprav naš vsakdan. Zdaj po statistiki gledano vidimo, da konoplja pravzaprav že zelo, zelo tesno za petami sledi alkoholu in tobaku, za katera vemo, da sta že desetletja velik javnozdravstveni problem, ki ga nikakor stroka ne uspe zamejiti. Tudi raziskava med delodajalci konec koncev kaže na to, da je pravzaprav uporaba, zloraba konoplje med samimi delavci vedno bolj v razrastu, tako kot verjetno tudi drugih psihoaktivnih snovi. Kako se vam zdi, dr. Fikfak?
Ja, najprej bi na tale vaš uvodni del pravzaprav rekla, da ESPAT raziskava nam je pokazala to, kar vi tudi opažate, in sicer, da smo v Evropi prvi po dojemanju konoplje kot netvegane substance. Se pravi, da čutimo veliko varnost in velik benefit, če hočete, koristnost te snovi. In to je ena od velikih tveganj, da že mladi to čutijo, da če to vzameš, ni nič kaj posebnega, ampak ti lahko celo koristi. In s tem vedenjem, glede na to, da smo na vrhu Evrope, si lahko predstavljate potem, da so posledice to, kar vi občutite na vašem oddelku. Sicer je pa to pri nas tako, da mi v ordinaciji opažamo natanko to, kar ste rekli, vedno več je pozitivnih. Doslej je bilo namreč tako, da so podjetja napisala v svoji oceni tveganja, da zahtevajo ničelno toleranco oziroma da moramo na predhodnem pregledu ljudi testirati na prisotnost THC-ja in drugih substanc. In seveda smo vsakega pacienta o tem seznanili, to ni šlo nič na črno, smo rekli, da pač podjetje to oceni tveganja zahteva in da to moramo narediti. Pacient je celo to podpisal, preden smo mu material vzeli. In do zdaj je bilo to tako. Zdaj z novim zakonom ne bi bilo to prepovedano, ampak od teh opažamo, da število pozitivnih narašča, to je prva zadeva, ki jo opažamo. Druga, da je vedno več delodajalcev, ki kličejo, da prosijo, če se lahko, da imajo težave s človekom, če se lahko človek pogleda. In tretjič, to je zelo zanimivo in je odraz tega, kar se dogaja. In sicer to, da sami povejo. Veste, da ni več nobene, ja, seveda, včeraj sem pa vzel ali pa včeraj sem kadil. Torej ni nobenega posebnega zadržka več. Jaz bi vas mogoče še vprašala, meni iskreno se mi zdi, da za psihoaktivne snovi in droge je edina prava rešitev ali pa pot za mladino in za pravzaprav odrasle kompetentne ljudi ničelna toleranca. Torej, da je ničelna toleranca tista prava pot. Danes že nekako vsi vemo, da pravzaprav alkohol in volan ne gresta skupaj, ne? Seveda v praksi vemo, da to žal ni tako. Imamo tudi statistiko, ki je iz leta v leto pravzaprav slabša. Po drugi strani imamo pa zdaj neko novo drogo na parketu, a ne zaenkrat političnem, nekoč bo mogoče res to naš vsakdan, za katero pa imamo neko povsem arbitrarno določeno mejo po novem predlogu zakona, torej 3 nanograme na mililiter THC v krvi, bi bilo po novem dopustno na cesti za volanom, če te policist ustavi, če seveda ne ugotavlja, da kažeš neke znake psihomotorične oškodovanosti. Mogoče mi malo povejte o tem, no, ali pa našim poslušalcem, ali je to pravzaprav res neka pametno postavljena vrednost, ali se morda razlikuje med ljudmi, kako metabolizirajo, bom rekla, psihoaktivno snov, ali so redni uporabniki, ali mogoče prvi uporabniki, kako to vpliva v bistvu na njihovo kognitivno pa vedenjsko oškodovanost v tistem trenutku, ko grejo na cesto. Ja, jaz mislim, da boste vidve razložili, zakaj 3 nano je popoln nonsens, kako je to nemogoče določiti, kako nimamo varne meje praktično, ker kako teh 3 nano so različno odreagira različni človek na isto količino, ki jo ima in tako naprej. To boste vidve razložili. Ampak dejstvo je, če pustimo to, kar je v zakonu, bomo spustili v promet na delovna mesta, bomo spustili ljudi, ki so zadeti, oprostite izrazu, ampak to je dejstvo, ne glede, ali so vzeli 1 uro prej, ali so vzeli 12 ur prej, ker je od človeka do človeka odvisno. Ne bomo jih smeli testirati, delodajalec jih ne bo smel testirati, ampak šele potem, ko bo dejstvo narejeno. Torej, jaz se sprašujem, a smo čisto na mestu, da imamo tam 10 mrtvih ali pa težko ranjenih, govorim zdaj o celem letu, lahko je ta številka bistveno večja in šele takrat, če kaže znake, bo človeka lahko testiral. Da ne govorim o tem, da je zdaj države, ki imajo
dovoljeno uporabo THC-ja, da te države vso svojo energijo porabijo za to, da bi delodajalce ali neposredne delovodje naučili, kaj naj gledajo kot pri človeku, da bi odkrili, ali je zadet ali ne. A veste, potem še, ko nekaj naredi. A bomo pri vhodu namesto štempljanja ure dali nekoga, ki bo razpoznaval človeka, ali je zadet ali ne. Mislim, to so z našega vidika gledano popolni nonsensi. Samo še to mogoče, da smo razmišljali o tem, ker nekatere države imajo, ki so legalizirale to, da pri določenih poklicih pa ne bi smelo biti. A mi lahko poveste, kateri poklici? A veste, zelo težko je, da poklic rečeš, ampak je odvisno od tega, kaj človek počne. A rečemo za celo pedagoško dejavnost ne. A bomo pustili učitelja v šolo, da pride zadet? Koga izmed zdravnikov oziroma zdravstvenega osebja, a so snažilke, ki pucajo eno kirurško sobo, manj tvegan poklic, kot ki ti lahko spuca nemogoče, kot en kirurg, ki tam dela. A veste, to so, da ne govorim, nihče ni omenil nuklearke. Ja, dejansko potem dejanja postanejo lahko mimogrede malomarna, a ne? Tako je. Kje naj postavimo mejo poklicu? Tako, jaz bi morda še dodala to, da v zadnjem času, ker pač se vračam sicer eno vprašanje nazaj, ampak jaz se ne spomnim, da sem slišala nekako v medijih, da govorimo mi o negativnih učinkih. Ampak če vidimo billboarde, če vidimo neke podcaste, reklame, kakorkoli, ves čas govorimo o pozitivnih učinkih, plus da se izdelki povezani z THC-jem ali CBD-jem, kakorkoli, so nekako zelo prikazani v kontekstu zabave. Embalaža je strašno privlačna in predvsem zabavna. Tako da konoplja je skozi nekako v tem nekem zabavno-humorističnem kontekstu prikazana, kar je seveda nekako naredi dostopno, privlačno in predvsem se ljudje zaradi tega ne bojijo. Tako je. Tako da ta del je zelo pomemben. Kako smo tudi prišli do tega, da so ljudje zelo benevolentni. Kar se tiče pa poklicev, se absolutno strinjam z vami. Skratka, kako bomo mi to določili? Sploh si ne predstavljam. Kateri poklic je manj pomemben in manj tvegan. Ja, tle pravzaprav pogrne neka preventivna dejavnost, s tem predlogom zakona, da bi pravzaprav dali nekim delodajalcem možnost zgodnje prepoznave uporabe, zlorabe, pa konec koncev že neke začetne kognitivne oškodovanosti delavca in s tem seveda tudi možnosti pomoči temu delavcu. Pri nas se odpira še veliko širše vprašanje, ki ga zdaj ne moremo obravnavati, ampak vprašanje, če se poškodba zgodi ali nesreča in je človek pod vplivom. Odgovoren je pa delodajalec. A veste, to pomeni, da plačuje, če se poškodba zgodi pri delu, je za vse odgovoren delodajalec, vključno z odškodninskim zahtevkom. In je to tudi veliko finančno breme, tako za državo. Zato se mi zdi ena od temeljnih pomanjkljivosti zakona, da pišejo, da ni finančnih, to bosta pa vidve povedali, da ni finančnih posledic. Seveda oziroma so celo finančne koristi, pridobitev v državno blagajno. Ampak še glede teh nevarnosti, povezanih z delom, skratka, kako pa bomo zaščitili tiste, ki so se odločili, da bojo trezni? Skratka, če pač ti delaš v timu ali pa v paru z nekom, ki se odloči, da bo pod vplivom, in skratka, kaj pa s človekom, ki je trezen? Kako je pa ogrožena njegova varnost? Kako to, da smo se zdaj odločili, da je spet tisti trezen manj pomemben? Kje je enakost? Tako, kje je pa tu enakost? Če govorimo o enakosti. Ja, verjetno ni, Podobno je kot recimo z tobakom. Vemo, da se ne sme na delovnem mestu kaditi, pa v okolici objekta tudi ne, pa praksa kaže povsem drugače. Tako da mislim, da gremo po neki zelo podobni poti škodi, ki sta jo pravzaprav že ustvarila na družbi,
alkohol in Ampak tobak. oprostite, to je hujš, ker pri kajenju Absolutno. imaš second hand smoking in je prepovedano recimo v podjetju kaditi. Tule bo pa prišel pod vplivom, pa bo delal z sodelavcem na istem tekočem traku. Ali pa Tako. na isti mašini, kaj pa pol? Ker tako, tukaj pač pri tobaku vsem pričakujemo nek negativni vpliv čez nekaj let, skratka neko kumulacijo, a ne, potrebujemo za škodo. Pri marihuani pa dejansko lahko škodo doživimo takoj po jemanju. A ne. Ja. Zdaj, če gremo mogoče na naše izhodišče, če smo rekli, da v zadnjih letih je pravzaprav konoplja stopila tako v medicino kot tudi v prehransko industrijo. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje pri nas v Sloveniji je seveda podatek, da kljub vsemu je pa daleč najbolj pogosta uporaba konoplje za rekreativne namene, v lepši različici besede, v resnici je to za zadevanje. To je daleč najbolj prvi razlog za uporabo konoplje, tega mislim, da ne smemo kot strokovnjakinje spregledati. Dejstvo je, da politika pravzaprav nekako zdaj skriva te večinske uporabnike za neko kvazi zaščito bolnikov, kroničnih bolnikov, češ niso imeli dostopa do konoplje, pa zdravniki se ne moremo sami odločiti, ker nimamo določenih zakonskih dovolil, da bi sami napisali zdravilo iz konoplje. Jaz bi mogoče na tem mestu začela pravzaprav z neko klinično prakso na tem področju. Kot smo že rekli, število namernih in nenamernih zastrupitev narašča, kar na Centru za klinično toksikologijo pravzaprav dnevno spoznavamo in vidimo in tudi zdravimo. Mogoče bi na tem mestu opozorila predvsem na te ranljive skupine, otroke, mladostnike, starejše kronične bolnike. Opozorila bi mogoče na eno globalno klinično sliko zastrupitve, ki se pravzaprav pri vseh kaže z neko motnjo zavesti. Zdaj, ali je to samo neka prekomerna zaspanost, somnolenca, lahko človek tudi obleži za več dni. Potem z neko zmedenostjo, psevdohaluciniranjem, z nekim pomanjkanjem občutka koordinacije, motenj govora, pa potem do nekih prebavnih težav, slabosti, bruhanja, zelo veliko najstnikov, ki imajo nek hiperemetični sindrom, pa pravzaprav niti ne vemo od kje, pa so kronično zlorabljajo konopljo. Pa potem do srčno-žilnih učinkov neželenih, ki mogoče so bolj nevarni za to našo ostarelo populacijo, ki je interna klinika polna, Te ponavadi že imajo neke strukturne bolezni srca, ishemično bolezen in te so zelo, zelo na udaru, da pride do motenj srčnega ritma, bolečin v prsnem košu. Tudi smo že imeli vazospazem, koronark in smrtne izide. Tako da vse to je mogoče, pa se mogoče kar tako z metlo malo pomete. Da ne govorim o pljučnih boleznih, vejpanja, to je pravzaprav ena resna kadilska okvara pljuč, ki smo jo bili vajeni mogoče zdaj pri tobaku, s konopljo bo tega še bistveno več. Pa so pa tele naši otročki majhni. Zdaj, če malo gledam izkušnje Kanade, Amerike, tam tele toddlerji praktično sežejo na polico, na petrolu, na neki bencinski postaji, trafiki in v bistvu že dobijo nek lušten bombonček, liziko, z kar v bistvu visokim deležem psihoaktivnega THC, tako kot po eni drugi liziki. In te nenamerne zastrupitve otrok so pa pri nas v bistvu vidim tudi po klicih v 24-urno toksikološko službo kar velik problem. Te otroci velikokrat se zastrupijo s kakšnimi kuki, privlačno embalažo, tako kot smo rekli, in so pa velikokrat na drug način, bodi si ali so zelo nemirni, razdražljivi, utrpijo tudi lahko prvi epinapad, že zelo v nizki starosti, ali so pa zelo otopeli, mlahavi. Skratka, težko je včasih tudi te zastrupitve prepoznati in ustrezno tudi ukrepati, in potem seveda voditi vse druge postopke, Center za socialno delo, aktivacija policije. Skratka, pri nas vidimo kar precej teh zastrupitev z v bistvu zelo širokim spektrom naše slovenske populacije. Mogoče mi povejte, kako so pa potem te hude posledice, jaz gledam bolj iz internističnega vidika, to so torej srčno-žilni, prebavni učinki, nihanje krvnega tlaka, frekvence.
Velikokrat se nam pa tudi zgodi, da pravzaprav v sobi, pa v intenzivni sobi dobimo nekega najstnika, ki pa udar z neko jasno klinično sliko pravzaprav haluciniranja, psihoze, in takrat imamo zvezane roke in nimamo kaj, kakor da napotimo tacga bolnika v psihiatrično kliniko. Kako to izgleda, no? Zdaj, tu je več stvari, ki bi jih jaz izpostavila. Zdaj, v zadnjem času vidimo, da s to nekako normalizacijo, legalizacijo konoplje se povečuje koncentracija THC-ja. In o tem se zelo malo govori. Skratka, mi reguliramo to, nekako je dovoljeno uporabljati ali ne, kje se kupuje in kje ne, ampak o koncentraciji THC-ja se v večini držav, oziroma sploh ne vem, kje je sploh regulirana, skratka, to lahko gre v nebo. Tudi neke koncentrate imamo 70% oziroma celo 90%. In če primerjamo to z marihuano iz preteklosti, ki je imela le nekaj procentov THC-ja, skratka, si predstavljamo, kaj to pomeni glede učinka. Tako da študije iz teh držav, ki imajo zdaj dovoljeno uporabo, kažejo, da pri osebah, ki uporabljajo marihuano z več kot 10% THC-ja, je nevarnost pojava psihotične simptomatike 4-krat večja. In seveda, če pa uporablja nekdo 50%, nekako to eksponentno raste. To je ena stvar. Druga stvar je pa, mi pozabljamo in zelo malo govorimo o tem, da gre za psihoaktivno substanco, ki povzroča ugodje. In seveda, če nekaj povzroča ugodje, ljudje pač bi želeli ponoviti ta občutek in ponovno vzamejo. In spet, če imamo mi konopljo z več THC-ja, je ta občutek ugodja tudi večji in tako naprej. Tako da, kar se tiče teh ranljivih populacij, nekako je statistika kaže, da med tistimi, ki jemljejo marihuano, 9% je tistih, ki bojo razvili odvisnost. Če pa začnejo kot adolescenti, je pa ta procent celo do 17%, kar je kar velika razlika. Ja, in zadnji podatki NIJZ so pravzaprav pokazali, da če gledamo vse droge skupaj, je ravno pri konoplji najnižja starost pri prvi uporabi droge. Pa je bilo, mislim, da 19-18 let, zdaj gre že proti 15-letnikom, ali celo manj. In jaz recimo delam že vrsto let z ljudmi, ki imajo težave z odvisnostjo in se res težko spomnim nekoga, od pacientov, ki ni začel s konopljo. Praktično, ne vem. Meni se je zdelo dobro to izhodišče, da pravzaprav včasih so bili te sevi rastlin, konoplje, ki so zrastali, so imeli, 5% psihoaktivnega THC deleža, Sedaj so to rastline na našem tržišču, govorimo z bistveno višjimi vsebnostmi, tudi res 25% in več, To se pravzaprav potrjuje dnevno tudi na Drogartu. Se mi zdi, da splošna javnost nekako, ko se zdaj odločamo o tem, ali bo nekdo imel svojih 5-6 sadik konoplje na domačem balkonu, tako rekoč, tega ne zaveda. Mene je skrajno presenetilo dejstvo ob obisku na biotehnički fakulteti, da pravzaprav, če vzrejaš neko rastlino konoplje in potem seveda delaš njene sadike, hčerinske rastline, niti ena ne bo po sestavi kanabinoidov enaka materinski rastlini, In pravzaprav ravno to, da se pravi temperatura, vlaga tal, rastišče, zalivanje, osvetlitev, vse to tako vpliva na sestavo kanabinoidov v neki vzgojeni rastlini. Se mi zdi, da če nekako imaš to v svojem, bom rekla, ozadju, ne moreš spregledati dejstva, da bo zdaj to vsak sam gojil za osebno uporabo, In tudi druga stvar, za katerokoli medicinsko indikacijo. Tudi to se mi zdi, da moramo nekako poudariti. Če smo prej imeli leta in leta pravzaprav 3 odobrene indikacije, to so bile torej terminalni rakavi bolniki z neko hudo bolečino, slabostjo, bruhanjem kot neko dopolnilno simptomatsko zdravljenje,
pa potem obravnava bolnikov z multiplo sklerozo, neke hude nevropatske bolečine spastičnosti, pa konec koncev tudi najmlajših, ampak dejansko to so bile pediatrija, hude refraktarne oblike epilepsij, ki se niso odzivale na nikakršno drugo terapijo. Zdaj prehajamo pravzaprav v neko ero in to tudi v naši praksi vidimo, da je medicinska uporaba ne to, kar smo pravzaprav že leta prej lahko na magistralno recepturo predpisovali, seveda na zeleni recept v dvojniku, to za zdravnika res ni noben problem, na ta način pišemo tudi vse druge opiatne analgetike, ampak zdaj pa dejansko veliko te uporabe, torej nespečnost, anksioznost, depresija. Veliko imam recimo, to so ponavadi bolj na udaru ženske srednjih let, pride v neko, pa ne govorim samo o ženskah, imamo tudi moške v krizi srednjih let, pa pridajo prav zaradi neke izgorelosti. Ali pa rečejo ženske sploh, zakaj pa ste to vzeli? Zato, ker mi pripada, Zato, ker mi pripada, ker je to danes že, če pa ne jemlješ konoplje, mislim, halo, vsak jo že ima. To se mi zdi rad problema, in tudi mogoče ta sproščenost pa za volana. Ljudje sploh to več ne dojemajo kot neko stigmo, in ta regulativa, v bistvu spet neka lepša beseda za po domač rečen liberalizacija, legalizacija, destigmatizacija, je v bistvu privedla do tega posplošenega mišljenja, saj konoplja je pa nekaj vsesplošnega, široko uporabna, koristna, varna, kar v bistvu kažejo dejansko tudi raziskave in pa dejansko stanje. Jaz bi, če lahko rekla, da tukaj je veliko naredilo to, da smo strašno poudarjali negativne učinke alkohola in ob tem govorili, kako je pa konoplja manj škodljiva. Nekako smo vedno primerjali te dve snovi, kar je pravzaprav v smislu preventive zelo nevarno. Ker tukaj gre za dve psihoaktivne snovi, ki sta vsak na svoj način nevarni. In še danes mi vedno govorimo, ampak kaj pa, če imamo alkohol, zakaj pa ne bi imeli še konopljo? Če smo eno stvar spustili, pa zakaj pa zdaj to kompliciramo? Ob tem, da se strašno res poudarjajo te pozitivni učinki, eksplicitno, s tem, da imamo zakon, ki nekako dovoli uporabo za neomejene indikacije, brez dvojnika, in veliko enih implicitnih sporočil je, o koristnosti konoplje, tako da to je ta problem. Jaz bi pri tem mogoče na nekaj drugega opozorila, ki se mi zdi velik problem, in sicer dovoljeno število rastlin, ki jih lahko vsak odrasel človek pač uporablja. Namreč mislim, da tule popolnoma pozabljajo na nekaj, kar je pri nas ESPAD, pa tudi druge raziskave pokazale, da vsaj 25% otrok jemlje oziroma začne z jemanjem zaradi tega, ker je to videl pri starših. Se pravi, liberalno okolje, kjer je jemanje THC ali pa kajenje ali pa govor o tem nekaj popolnoma sprejemljivega, dejansko deluje na otroke ne protektivno, ampak deluje obremenjujoče. Verjetnost, da bojo oni začeli, podobno kot pri alkoholu, že stare raziskave pri alkoholu so pokazale, da je 50% ljudi, ki so, ne vem, če to še vedno velja, ampak ki so odvisni od alkohola, so imeli alkoholne starše. In pri THC-ju je vzgled izjemno pomemben, zelo ista pesem kakor to. Najbolj protektivni učinek proti jemanju drog je pa skrb staršev oziroma prepoved staršev in kontrola. Kje si bil, kam greš, s kom si se družil in tako naprej. Ampak dejavniki, ki vplivajo na jemanje, pa to liberalna vzgoja, liberalna v smislu dober odnos do neproblematičen odnos do THC-ja, nekontroliranost, kdaj si prišel domov, kako si prišel, s kom si se družil in pa seveda družba. Jaz lahko rečem, da mislim, da 2 leti nazaj sem tudi s kolegom iz Centra za toksikologijo sva bila povabljena na eno od ljubljanskih šol, zato ker so opazili
večje število 12-letnikov, ki so kadili marihuano oziroma jemali kukije, ki so jih dobili v domačem okolju. In potem so poklicali te starše in so jih obvestili, kaj se dogaja, vendar ni bilo neke ustrezne kritičnosti do tega, ampak saj dobro, da je marihuana, saj ni nič hujšega. In če je to sporočilo pri 12-letniku, potem si pa lahko predstavljate, kako gre on naprej v to svoje obdobje mladostništva, ko bo mogel raziskovati svet. Posebno, ker vemo, da je THC samo odskočna deska. Tako. Ja, če gremo lepo po štenkcah, kako smo šli, pa tobak, alkohol, potem je konoplja, naslednja v bistvu so že tam kokaina, LSD. Pa druga poživila, ki so pač poceni. To jaz metaforično si zmeraj predstavljam z steno, na kateri vse mogoče rišemo. Kot veste, naši slikarji niso najbolj dobri za slikanje tehle stvari. In stena, ki je poslikana, stena, ki je razmalana, veliko raje še ti eno packo daš. Na čisto steno težko to narediš. V okolju imamo isto logiko. A veste, meni vse skozi, ko se mogoče več z okoljem ukvarjam, mi pravijo, ja, lepo vas prosim, če se spušča živo srebro iz Idrije v okolje, zakaj se ne bi še 50 kg z dimnika? Saj to se ne bo poznalo. In to logiko imamo. Če je alkohol, zakaj ne bi še THC pustili? Kaj potlej? Ja, to ste v redu povedala. Se mi zdi, da pravzaprav imamo že tukaj ene kemične, nekemične zasvojenosti. Sej pravzaprav nimamo samo drog zdaj na parketu, imamo pravzaprav še tehnologijo, pa potem Instagrame, vsa družbena omrežja. Danes mladostniki, pa že starši njihovi pravzaprav ne spustijo več mobitela iz rok praktično. In ne vem, pri nas na centru smo se dejansko naredili nek poizkus, še preden so bile te predlogi zakona v teku, smo rekli, no pa pojmo pogledati v center Ljubljane, kaj se pa v resnici že danes dogaja tukaj. In pravzaprav je denimo Trubarjeva že polna enih trgovinic zelene obarvanih z temi lepimi cvetovi konoplja, In je pravzaprav ogromno nekih produktov, ki so zapakirani v res take luštne embalaže, z nekimi lažnimi klavzulami zgolj za dekorativne namene. To so na primer kakšni želeji kot lepi Haribo bombončki. In smo se sprašvali, seveda, kaj je zdaj ta dekorativni namen? Boš ta želej bombon dal na torto rojstnodnevno, pa pol zavrgel, ali si boš v kopalnico zvečer, da se boš lepše sprostil, ali kaj je namen teh dekorativnih namenov, ni za uživanje? In seveda potem je, da je notri delež tist, ki je prehransko dovoljen, manj od 0,3% THC v suhi snovi. V klinični praksi izgleda pa to takole, da pravzaprav nekdo pride, zvečer je tema, tisto vzame, lepo zgleda, gor je travca narisana, namen super zadevanje, vzamejo po cele 3 bombone in potem zadeti ležijo pri nas več dni, ne da bi se sploh uvedali. Zadnje čase je še zelo veliko nekih primesi sintetičnih, polsintetičnih kanabinoidov, to so v bistvu žive kemikalije, katastrofa, ki lahko privedajo v bistvu do kardiotoksičnosti, do jetrne, ledvične okvare. Nobene kontrole. Tako, in nimamo niti prave anamneze, seveda, kaj se je zgodilo in potem iščemo, zakaj je nekdo praktično v nekem šoku, vsi organi štrajkajo, kaj se je pravzaprav s tem zgodilo. Pa tudi mogoče bi povedala en primer, ki je v bistvu tragikomičen, saj ne moramo drugače reči in zelo veliko tega srečujemo v klinični praksi. Ne govorimo zgolj o teh ubogih, stigmatiziranih skupinah. Imamo tle tudi kakšne, recimo, tujce, smo imeli enega tujca, visoko situiran, v bistvu celo medicinsko izobražen, ampak preprosto na Trubarjevi imamo tako kakavomat, avtomat s konopljenimi produkti. Noben tujc tistega drobnega tiska absolutno ne bo šel brati, da je za dekorativne namene, pa kakšen je delež. Njega smo pravzaprav res po teh žele bombonih imeli na kliniki, ne vem, mislim, da je bil 5. dan, ko je prvi izdahnil iz sebe,
Torej, takšna zadetost, tudi povišani encimi pravzaprav možganske okvare, za katere še danes ne vemo, Mi vemo, da če ima nekdo povišan troponin ob infarktu, da zelo verjetno tako zdravega srca, kot ko se je rodil, ne bo imel več nikoli. Za možgane, ki so pravzaprav najbolj razvojno občutljivi, ki se razvijajo, ne vem, boste vi povedala do 15-20 leta, da se vse te sinapse lepo fino zgradijo. Če imaš, ne vem, povišene te nevroencime, si predstavljam, da morda ima to neke dolgoročne posledice. Seveda. Absolutno, seveda imamo tisti endokanabinoidni sistem, v možganih veliko število CB1 receptorjev, gre seveda za dokaj kompleksno delovanje, ampak če nekdo kot zelo mlad začne jemati konopljo z visoko koncentracijo THC-ja, potem pač pride do vpliva na tiste pomembne regije, kot so prefrontalni korteks oziroma hipokampus, amigdala, cerebellum, in posledično potem imamo vpliv na sposobnost učenja, spomina, koordinacije, čustvene regulacije, pač odziva na stres in tako naprej, kar je spet zelo, zelo pomembno v tem razvojnem obdobju. Tako da pri enih so posledice tudi trajne. Pri mnogih se seveda to popravi ob abstinenci, to je še vedno dobro, ampak pri neki kronični uporabi visokopotentnih konoplji pa so posledice lahko nepredvidljive. In to so zdaj situacije, s katerimi se tudi vi prej niste srečali oziroma srečevali, nekaj čisto novega v klinični praksi. Ja, tudi mi v bistvu spoznavamo, da veliko gledamo na izkušnje drugih držav. Se pravzaprav nihče ni vedel, kaj se bo zgodilo, ko se bo določen zakon sprejel, ko se bo konoplja nekako bolj regulirala, bolj liberalizirala. Ampak vse izkušnje kažejo, da je v bistvu vse splošne uporabe po legalizaciji več, da je seveda ta koncept dojemanja varnosti konoplje, ki je seveda lažen, bistveno večji, večja se splošna uporaba, vse več je na tapeti, kot sem rekla, mladostnikov, otrok, pa tudi v končni fazi ta črni trg, ki ga skozi nekako mečejo naprej, ne izgine. Lahko se minimalno zmanjša, seveda, ampak izgine ne. Tudi mislim, da danes mladostniki, saj ne govorim samo o konoplji, zelo so iznajdljivi, zelo velike teh underground laboratorijev po celem svetu, ki se v bistvu dobesedno igrajo s temi kemijskimi analogi. Po svetu imajo zelo veliko zdaj težav z sintetiko. To niso več potem THC, ampak so, THC-JD, THCP, HHCA kot neka kislinska oblika, ki jo najdemo tudi pri nas na Trubarjevi pojoča travica, ki ni prepovedana, če jo boš pa segreval, to pomeni kadil, bo pa dejansko psihoaktivna postlala. Tako da to so v bistvu kemijski analogi, ki s pravilno uporabo, to tisti uporabniki za zadevanje točno vejo, kako jo zlorabiti na pravilen način. Tako da se mi zdi, tle je zelo, zelo tanek led, če nekaj pravzaprav damo nečemu zeleno luč, kaj se bo v vsakodnevni praksi zgodilo, Ja, ampak recimo, če vzamemo za trenutek naše področje pri tistih državah, ki so legalizirale, recimo, je zmeda popolna. Če vzamete vi recimo Kanado, boste videli, da še 2 kantona ne uporabljate istih pravil, zato ker se preprosto ne znajo, kako obnašati. Recimo, če vzamete Vancouver, potem so policisti lahko hodijo v službo samo, da v službi ne jemljejo. To je pravilo, ker je preprosto nemogoče določiti, ali ne 12 ur prej ne smejo, kdo bo pa to kontroliral. Medtem ko drugi kanton ima pa popolno prepoved, zato ker si preprosto niso mogli več pomagati, ker ne moreš ljudi kontrolirati. Če vzamete ameriško državo, boste videli, da imajo točno po urah, koliko prej smejo vzeti in koliko ne smejo vzeti. Torej, zmeda je popolna. Zdaj si pa predstavljajte, v eni državi različno zadeti, isti poklici. Mislim, to se resno sprašujemo, kam te stvari grejo.
Tudi mi, ne. V bistvu medicinska uporaba, ki smo jo nekako podpisali, kako naj rečem, ne, to se mi zdi, je bila še vse neka višja inštanca je na vrhu, Ministrstvo za zdravje, je JAZMP, to so neke vse vodilne inštitucije, vsaj v teoriji so to nek varnostni mehanizem. Če pa To je le v teoriji, ker daj spet ta lažni občutek zaščite. Tako je. Ker če gotovosti. Ampak za osebno uporabo pa se tega ni. In sporočila o učinkovitosti, prav o zdravilnosti. O zdravilnosti. To je tisti najbolj problematičen del pri tem. Skratka, mi zdaj bomo tudi metri, govorimo o tem, kako strašno je to. Po drugi strani pa je neka zakonodaja, ki govori o tem, da je to splošno zdravilno. Ker mi nimamo take rožice v medicini. Jaz se sprašujem, kako bo pravzaprav prešerja na enega zdravnika, recimo name kot splošno internistko. Jaz delam v terciarni kliniki, pravzaprav ženske že, takole, ko preberejo po Googlu ali pa vprašajo umetno inteligenco, pa se konoplja je zdrava, pa poslušajte, zdaj s partnerjem sva se razšla, pa ne morem spati. Dajte mi, prosim, zdaj imate uzakonjen, me to pripada, dajte mi konopljo zdaj napisati, da bom boljši spala, pa da ne bom tako depresivna. Se mi zdi zelo velika enega prešerja bo na zdravnike. Pa tudi agresivnosti. Ja, to pravzaprav na naše strokovno vedenje, pa ena stvar, ki jo nekako stalno pri nas opozarjamo, še vedno to ljudje kar nekako ni jasno. To je tudi to škodljivo oglaševanje, gre v časopis, si je ozdravil to pa to, za konopljo. In nihče ne ve, koliko daleč je od tega, da ti nek poskus delaš na miški ali pa na vietnamski prašički ali pa na pravzaprav katerekoli živali, koliko je to razlika od enega kompleksnega človeškega organizma in da pravzaprav tudi, če tam popolno deluje na nekih kulturah celičnih, ki jih osamijo, to in vivo v realni praksi pač odpove, in da to realno ni nobeno strokovno utemeljeno zdravljenje in da zdravnik seveda, ki je toliko let študiral pravzaprav, da je prišel do tega, da zna zdraviti, da zna uporabljati zdravila seveda s polno glavo, smotrno, ne more pač predpisati konoplje kot neke čudežne zeli, ki bo pa pozdravljal njegovega pacienta. Ampak ob enem povečanem pritisku je pričakovati, da se bo to zrahljalo, ker tudi v teh drugih državah, ker so legalizirali oziroma omogočili uporabo, skratka, nekako takoj prvo leto ali drugo leto nekih strašnih sprememb ni. Potem pa ljudje se nehajo bati, in na eni in na drugi strani in seveda pride do bistveno večje uporabe. Tako da ta del je problematičen, plus bi še na to opozorila, morda malo tako zelo dramatično, ampak dokaj podoben mehanizem so imeli Američani s tisto opioidno krizo. Skratka, pisanje na široko, brez nekih jasnih indikacij. Skratka, tudi opioidi so bili zdravilo za marsikaj. Potem pa je seveda stvar ušla kontroli. Mogoče za zaključek, zdajle, ko sem se peljala na to naše snemanje, je bila tista stara pesem od Josipe Lisac, Magla svuda, magla oko nas. In v bistvu me je zanesel na to, pravzaprav na nek samonikov poklic, v zadnjih letih, mislim, da ga že res vsi poznamo in to so seveda influencerji. Koliko se vama zdi, da je sploh po teh Instagramih in omrežjih in raznih vplivnežev, pa v končni fazi politične struje, ki tudi pelje svojo lajtungo, pa velikrat brez kakšnih preverjenih strokovnih informacij, koliko se vama v bistvu še zdi, da je sploh zaupanja v neko stroko, v knjige, v literaturo, v znanstvenike, Jaz imam včasih občutek, tudi velikrat na kakšnih novinarskih konferencah se zasušlja, pa sej, zakaj pa mislijo, da samo oni vse vejo, sej umetna inteligenca jih bo prekašala jutri. Kako se vama zdi, da je res tudi na temelju teh psihoaktivnih snovi, na teh najbolj spolzkih terenih, kje je pravzaprav tle stroka, je dovolj slišana? No, kar se politike tiče, je absolutno res, da nismo slišani. Jaz imam
zadosti visoke MŠO, da naredim eno tako parabolo, kdaj so strokovnjake rabili politiki in kdaj ne. In zadnjih 15 let lahko z vso prepričljivostjo rečem, da strokovnjakov govorim na področju, ki ga pokrivam, da jih pravzaprav ne rabijo, ampak sami vejo dovolj. In to se mi zdi strahotna pomanjkljivost države. Tukaj sem lahko kritična, ker šola, v kateri sem bila vzgajana, so me izrazito učili v smislu, da stroka je sestavni del odločitve. Se pravi, mi smo tisti, ki povemo, kaj je realnost. Politika je pa tista, ki sprejme, kaj je mogoče od realnosti prenesti v življenje. In tega pri nas ni. Pravzaprav glasu stroke nočejo slišati. Mi se moramo dobesedno posiljevati, vsiljevati, jih prositi, ali bi našo besedo razumeli. Konec koncev na zadnji tiskovni konferenci, ko smo bili skupaj, ste slišali, ko nam je novinar rekel, pa se ni treba, da znanost vse ve. Se nikoli nismo rekli, da vsega vemo, ampak v tem trenutku več od znanosti pravzaprav ne vemo. Ne vemo, kdo ve več objektivnega od znanosti. Tako da tukaj se mi zdi, da kot država smo popolnoma zatajili. Jaz bi pa še dodala, da definitivno smo priča enim družbenim spremembam in da je strokovno mnenje manj cenjeno, zato ker so informacije dostopne na vsakem koraku. Tako da s tem nekako moramo računati, ne? To verjetno ne bo boljše, ob tem, da se AI zelo razvija, ne? Tako da tudi to bo zelo vplivalo, skratka tudi to ne bo boljše. Vendar vseeno mislim, da mi moramo ohraniti neko svojo strokovno integriteto, ne? In nekako opozarjati na tisto, kar vemo, ker zaenkrat še vedno je neko mesto za stroko. Tako da se bomo mogli prilagoditi temu, kar imamo. Zdaj strašno se jeziti, da so te spremembe, pač so. Ampak dajmo se mi tudi temu prilagoditi. Dejstvo pa je, da so influencerji tisti, ki postajajo znanost. A veste, verjeti, ker jaz pravim, da ljudje postajajo zaradi družbenih sprememb verniki. In influencerjem se verjame. In to je dejstvo. Tako, ker pač uporabljajo jezik, ki je blizu, pridejo zelo hitro do velikega števila ljudi in ljudje pa imajo radi preprosta sporočila. Tako da ta del pa morda mi malo pozabljamo. Ja, čeprav, veste, toliko oponiram vam samo v tem, da jaz mislim, da dobra politika mora upoštevati stroko. Ker drugače nazaduje država kot celota. In od tega kljub družbenim spremembam pravzaprav ne morem odstopiti, ker veste, amaterizem, uvajanje amaterizma v odločitve je nekaj po mojem najbolj destruktivnega. In kratkoročno in dolgoročno. To se jaz absolutno se strinjam in ta del me blazno skrbi. Sam spet se bojim, da nekih večjih sprememb ne bomo naredili, bomo pa mogli vse ustrajati pri svojem. Ja. Mogoče zaključimo res s tem, tudi sama sem bila enkrat v Državnem zboru na teh v bistvu zelo vročekrvnih razpravah. Tisto, kar je res mene zmotilo, da pravzaprav danes zakoni sledijo družbi in ne družba sledi zakonoma, ne? In to je tisto, v bistvu vedno se vračamo nekako do nas proti eni anarhiji, vse bo dovoljeno, vsi vse znajo, vsi vse vejo. Tako da mislim, da tle, pa ne samo zdravstvena stroka, dejansko strokovnjak na svojem področju se nikoli ne sme zgoditi, da je ena majhna riba v oceanu, ki jo seveda neka politika pa škodljivo oglaševanje takšno in drugačno poje kot en velik morski pes, ne? Ampak da pravzaprav moramo mi biti tisti, ki gradimo, ki spodbujamo nek splošen zdrav življenjski slog, moramo krepiti družine, tako kot je že dr. Fikfak omenila, ta starševski ljubeč odnos, razumevanje, dovolj časa za svojega otroka, da pravzaprav ne pride do takih kvarnih zlorab, ki vplivajo seveda na
javnozdravstvena tveganja in na našo celotno populacijo. Tako da mislim, da smo dobro prikrmarili do konca, da smo nekako vse aspekte te naše konoplje pokrile iz naših seveda domen in se vama res lepo zahvaljujem za današnje sodelovanje, je bilo zelo prijetno. Hvala tudi. Hvala vam.